Spoštovane in spoštovani, prišli smo do faze diskusije. Zdaj želim in upam, da profesori, ki ste tukaj, boste odgovarjali na nekatera vprašanja, ki bodo postavljena, in kar odpiram diskusijo. Prosim, če se vsak predstavi in potem postavi vprašanje. Irena Vrhovnik, zadovoljna upokojenka. Zdaj imam veliko časa, da gledam razne videe, webinarje. No in bi najprej pohvalila za to, da ta današnji posvet je en dober korak naprej v premiku v našem razmišljanju. Me pa malček bega, ker to, kar jaz poslušam ponavadi preko spleta, je pri regenerativnem kmetijstvu en velik poudarek v bistvu na praksah, kjer ni uporabe FFS-jev, ni uporabe herbicidov, se gre za neko ekološko regenerativno kmetijstvo in malo drugače je tudi postavljeno, kar se tiče biotske pestrosti. Tukaj ponavadi mi govorimo, da vplivamo pozitivno na biotsko pestrost, tam je pa biotska pestrost prikazana kot rešitev problema. Ker so z poskusi ugotovili, da z več rastlinami, naj bi bile vsaj 4 različne družine, čim večja pestrost rastlin, povečamo proizvodnjo. S tem, ko povečamo tudi mikroorganizme v tleh, izboljšamo seveda tla, kot sprejem vode in vse to, kar smo danes slišali, vsi vemo, tudi očiščevalne sposobnosti in tako naprej. Torej, močno zmanjšamo stroške, tako da gnojenje običajno niti ni potrebno več, zmanjšamo potrebo po FFS-ju ali celo jih ukinemo in seveda hrana ima višjo vrednost glede zdravja človeka, glede prehrane. Tako da tukaj jaz vidim eno dobro perspektivo za naprej in bi mogoče predlagala tudi, da bi se tudi v tej smeri začelo iskati možnosti za postavljanje raznih poskusov, da bi potem tudi mi čim prej prišli do nekih takih praks, ki bodo kmetu pravzaprav veliko zmanjšala stroške, omogočila dobre pridelke, pridelavo zdrave hrane, ki podpira naše zdravje in istočasno pa tudi, kako bi rekla, eno lepše delo za kmeta. Mi si kmetje želimo, da bi čim manj delali, čim več pridelali in to bi bilo to. Tako da je tudi kakovost življenja veliko boljša in tudi narava boljša. Torej še enkrat hvala za te dobre pobude, ki so bile danes. Agroforesti sploh, jaz sem za to, da imamo in sadjarstvo in zelenjadarstvo in živali, vse na enem mestu in še pridelavo lesa za kakšno drugo stvar. Hvala. Zelo sem vesela, da nam je danes tudi Marjetka Vesna Čuček, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na Zavodu Celje. Zelo sem vesela, da nam je dr. Marjetka Suhadolc nekaj povedala o biotski pestrosti v tleh. To me v zadnjih letih zelo zanima, tako tudi Ireno. Zato spremljamo vse novosti. Rada bi pa vprašala, ker je Marjetka večkrat poudarila že na teh simpozijih, ali je zdaj zagotovljen kak monitoring biotske pestrosti v tleh, ali to še v bistvu nima Slovenija ali ima, da bi nam mogoče o tem kaj povedali, ker pa bomo lahko govorili, ali imamo pestrost, ali jo nimamo, pa kakšna je mikrobna biomasa. Torej, ne bomo imeli samo kemijskih analiz tal, ampak tudi analize o biotski pestrosti, o kateri tako veliko govorimo. Profesor Suhadolčeva bo odgovorila. Hvala za vprašanje. Na koncu sem za zaključki precej shitela. Dejansko to, kar je Vesna povedala, v kmetijski praksi se uvajajo številni ukrepi, ki povečujejo biotsko pestrost tala. Tudi prej, ki je omenila. V bistvu dejansko regenerativno kmetijstvo temelji na tako imenovani ekološki intenzifikaciji tala. Se pravi, vse tudi, kar je prej gospa omenila, vse velja tudi za regenerativno kmetijstvo in na dolgi rok, ko povečujemo biotsko pestrost tal, seveda ustvarimo nek uravnotežen sistem, ki tudi je samoregulativen tudi z vidika bolezni in škodljivcev. Zdaj, tisto, kar sem jaz v svojem predavanju danes pa hotela povedati, da vsi ukrepi, recimo povečevanje organske snovi,
pa lahko vodijo tudi mogoče do nekaterih negativnih okoljskih učinkov, ne, predvsem z vidika emisij toplogrednih plinov. Se pravi, da mi povečujemo organsko snov neskončno, navzgor dodajamo organske dodatke tlem, ima lahko negativne učinke, čeprav je za biodiverziteto in za rodovitnost tal sam plus. Ne. Zdaj na vprašanje monitoringa. Monitoring tal, biodiverzitete tal se v Sloveniji še ne izvaja. So projekti bili razpisani, tudi projekt v okviru enega drugega večjega projekta, postavitev biotskega monitoringa tal v kmetijstvu. Zdaj tukaj ne vem točno, kater projekt je bil sprejet, mi smo bili sicer zraven povabljeni pri prijavi projekta, ampak tisto, kar jaz hočem povedati, pomembni so dolgoletni poskusi in kadar bo ministrstvo vzpostavljalo v resnici monitoring biotske pestrosti tal, je treba vključiti vse institucije, da najprej prediskutiramo, kateri parametre bi spremljali, na kakšen način, ker zadeva je zelo obsežna. Mi lahko rečemo, bomo spremljali tisto, kar znamo meriti. Mi znamo meriti mikrobno biomaso, evo super, nekdo zna meriti deževnike, bo to delal. Skratka, ti podatki ne bojo dali na koncu celovite slike in je to napačen pristop. Moramo začeti drugače. Kateri parametri so res tisti, ki so najbolj povedni, kajti zaveza je potem, da bomo to spremljali naslednjih 10, 20, 30, 40 let. Se pravi, sistema tudi druge države ne spreminjajo na sredi, ko ugotovijo, da neka druga metoda je primernejša. Tukaj imamo pa veliko težavo. S kolegico Vesno sva velikokrat v navezi, ona ima uspešne projekte pri kmetih. Kmetje so zainteresirani, da delajo v bistvu individualne poskuse, katera kmetijska praksa je boljša ali ne, vendar stroka, mi smo zelo šibki. Vse temelji na par osebah in se ne moramo duplicirati, multiplicirati ali kakorkoli, da bi hodili na kmetije, pogledovali tudi enostavne teste. Tukaj bi v bistvu jaz res pozivala ministrstvo, treba je krepiti stroko. Se pravi, mi imamo tukaj kar nekaj mladih sodelavcev, ki delajo z nami, ampak že za naslednji mesec ne vemo, ali jih bomo lahko plačali. Pa so zdaj recimo par let pridobivali neke izkušnje. Rabimo kontinuirano financiranje, se pravi, da vzgajamo kader, da ga širimo, da gre lahko na kmetije. Druga stvar je, če gledamo evropske razpise, vezane na biodiverziteto tal, ta hip je ogromno razpisov, toliko denarja na to temo ga še ni bilo. Težava je, da evropski inštituti oziroma določene institucije pokrivajo in so sposobni sprocesirati velike količine vzorcev. Mi lahko tekmujemo z parcialnimi analizami, ker nimamo infrastrukture. Se pravi, gre za infrastrukturno pomanjkljivost, kadrovsko in tako naprej. In tukaj se mi zdi, če želimo vzpostaviti nek monitoring, je potrebno res resno pristopiti, si zastaviti, kaj želimo doseči in potem ga začeti šele peljati. Ne ad hoc akcije nam ne prinesijo pravih rezultatov oziroma nam ne bojo prinesle pravih rezultatov. Ja, lahko bomo naredili kljukico, zdaj pa mi spremljamo nek biotski indikator. Super je, da se spremlja, da so projekti, ki te indikatorje uvajajo, se pravi, te meritve uvajajo, kajti na ta način pridobivamo izkušnje, se pravi, ne ustaviti projektov. Letošnji CRP sta bila 2 projekta, prvič razpisana na biotsko pestrost, kar je super, institucije pridobivajo znanje, kader in tako naprej, ampak na nacionalni ravni pa moramo pristopati bistveno bolj strokovno, izkoristiti vse resurse, ki jih imamo in najti neke rešitve. Hvala. Upam, da si je magister Božičeva to zapisala. Prosim. Dober dan, sem Matej Slana, doktor veterinarske medicine. Na hitro 10 let sem sedaj delal kot terenski veterinar za veliko prakso, pa tudi sicer prihajam iz kmetije. Pa bi zdaj mogoče samo najprej eno opažanje glede ohranitvenega kmetijstva iz drugega zornega kota, se pravi, zdaj smo poslušali iz raziskave, da bi jaz mogoče samo malo komentiral, kako kmetje to vse vidijo. In sicer, zdaj glede na to, da sem delal z veliko prakso, seveda sem dosti debatiral o kmetijstvu, obdelavi tal, in večina kmetov, tako je že prej nekdo povedal, je avtomatsko proti nekim novostim,
In zdaj bi jaz mogoče s prstom karikirano pokazal na 3 državne institucije, ki so po moje krive za stanje, kako je, in sicer Ministrstvo za izobraževanje, za šolstvo, Ministrstvo za kmetijstvo in Ministrstvo za okolje. Premalo je povezave, premalo je izobraževanja ljudi in ljudje ne razumejo, oni v bistvu razumejo samo ekonomski vidik kmetovanja. Oni morajo kupiti gnojila, morajo kupiti šolske potrebščine za otroke in tukaj je za njih črta. In potem, ko jim nekdo pride, naprimer jaz, veterinar, in filozofiram o ohranitvenem kmetijstvu, me brcnejo v rit in se mi smejijo. Zdaj jaz mislim, da bi moglo vsa ta 3 ministrstva skopiti skup, tako je prej nekdo povedal, da je premalo interdisciplinarnega povezovanja, res je. In rabimo svetovalce kmetijske, kot je gospod Lešnik, ki bodo kmetu rekli, ekonomika, toliko stane to, toliko je izgube, toliko je to. In dokler se to v Sloveniji ne bo zgodilo, lahko imamo mi 1000 posvetov, ampak do kmetov, do spremembe ne bo prišlo. Zdaj pa zdaj mogoče vprašanje, sicer ne vem za koga, kako bomo mi to spravili do kmeta, da bo se zgodil premik ne samo tukaj med nami 100, ampak med 1000, ki delajo za zemljo. Magister Božičevi. Preden bo pa ona odgovorila, mogoče ste preslišali, da sem, mislim, pred 30 leti naredil intervju z ameriškimi farmerji, ki so bili od 50 hektarjev do 500 hektarjev. In zanimivo je, da pri velikih sploh ni bil problem, ker je računica pokazala, da se to splača. Pri manjših pa je bil problem, ampak so se potem bolj specializirali in tudi velike firme, ki so proizvajale stroje, so jim pomagali, da so do teh strojev prišli. In še en pojav je bil pri malih farmerjih, ti so si morali sposojati stroje, da so lahko to delali. Veliki so to enostavno kupili. Vendar ameriški sistem pa industrija je, ko industrija zavoha nove stroje, je kapitala dovolj in lahko v nekaj letih zadovoljijo potrebe. Tako, hvala lepa za besedo. Jaz bi mogoče najprej še dala eno kratko repliko oziroma dodala k tistemu, kar je Metka odgovarjala glede monitoringa. In sicer moram poudariti, da smo s spremembo zakona o kmetijstvu lani uvedli spremljanje stanja kmetijskih tal. Se pravi, tudi na Ministrstvu za kmetijstvo delamo korake v to smer, da se področje tal majčkeno bolj uredi, se spremlja in pa mu dajemo večji poudarek zadnja leta. V tem spremljanju zaenkrat biodiverziteta tal še ni mišljena kot sistematično spremljanje ali kot monitoring, so pa že noter v zakonu nastavki tudi za to. To je mogoče za ta del. Mogoče pa, da odgovorim še na vaše vprašanje. Ja, premike lahko naredimo samo tako, da imamo taka posvetovanja, taka izobraževanja, tak način prenosa znanja. To je zelo pomembno, seveda pa smo tudi inštitucije tiste, ki moramo stopiti skupaj pa narediti spremembe, ne vem, v kurikulumu, ker je tudi poglavje zase, da se te zadeve uskladijo in tako naprej. Se pa definitivno strinjam s profesor Lobnikom, kakršnakoli sprememba traja najmanj 10, 15, 20 let in tako naprej. Tako da preden bomo mi v zakonodajnem vidiku dobili neko regenerativno kmetijstvo ali katerokoli drugo pobudo, ne, bo trajalo zelo veliko časa. Ne. Ampak samo skozi take dogodke, kot je ta, skozi take prenose znanja, skozi raziskave lahko do tam pridemo. Branko Majerič, praktik v ohranitvenem kmetijstvu. Namerno ne uporabljam poimenovanja kmet, veliki, mali, veliki, levi, desni, ker to še naša kmetijska politika ne bre dorečiti, kdo pa kak je kmet. Kaj se pa tiče današnjega posveta, moram reči, da sem presenečeni, da je vseeno v Sloveniji nekaj na eno roko, bi lahko prešteli na 2 pravzaprav, ljudi, ki razume, kam bi moralo slovensko kmetijstvo iti, da bi lahko preživeli tisti, ki v kmetijstvu delajo in vsi ostali, ki jih je v Sloveniji cirka 2 milijona. Vprašanje, ali pa ne vem, kako bi
to po nazoru predstavnici ministrstva, da bomo to uvajali 10-20 let, draga gospa, te boste vedno živi v penziji počasi. In to je tisto, kar nas ovira. Točno to nas ovira. Gospod Lobnik je lepo povedal, tudi jaz sem bil med tistimi, ko smo z bufalo sejalnico poskušali prinesti čisti trdi no-till iz Amerike v Slovenijo. Pa smo se v tem direktnem prenosu načeloma malo upekli, ampak meni ni dala žilica v glavi mira, da smo po letu 2000 začeli razmišljati ravno tisto, kar ste vi že tistokrat 10 let predtem v Ameriki videli. In za konec, če bi vedeli v Sloveniji implementirati koncept ohranitvenega kmetijstva v skupno kmetijsko politiko, z vsem spoštovanjem do koncepta ekološkega kmetijstva, bi tudi kmetje lažje funkcionirali. Da to razumemo, zakaj ne bremo funkcionirati, sem namerno prinesel s sabo danes dokument v pisni obliki iz skupne kmetijske politike za leto 23 do 27, 4 kile papira. In ko sem to začel gledati in brati, me je postalo strah, sram, da imamo takšne ljudi na resornih ministrstvih, da vsaki v svoji pisarni dela svoje dokumente, ki so izpravili na 1300 strani. V čem je razlika med vami na ministrstvi in med nami uporabniki? Gospa Božič, jaz dvomim, da ste celi dokument prebrali. Jaz dvomim. Kmet, ki če od skupne politike biti deležen, pa če ga ne da prebra celega, če te čaka na drobtinice vsaki drugi dan predavanja, takšna in drugačna, da se tak zaštrika, ki še na konci lahko gre na sodišče. In da bi se temu izognili, smo leta 15 ustanovili Slovensko združenje, leta 17 smo se včlanili v Evropsko zvezo EKAV in vedeli, da moramo začeti pravi čas delovati, da bomo z vsebino do leta 19 prišli do ministrstva, da bi kot prostovoljni, samostojni ukrep v drugem stebri uvedli poleg ekološkega kmetijstva tudi ohranitveno kmetijstvo. In ste ga zavrnili. Danes pa nam razlagate, da rabimo 10 pa 20 let. Z takšnim pristopom nikoli dokument za ohranitveno kmetijstvo in vse te zgodbe, ki so tu notri, kaj se tiče tal, vode in zraka in gnojenja, so napisane v ohranitvenem kmetijstvu na 5 listih. Vsaki kmet, ki ve do 5 šteti, lahko to prebere, pa se lahko tega gre. To, kar ste vi napisali v dokumente, ko bodo to kmetje slovenski spoznali, jaz vas samo sprašujem, kaj bo. In takšni dogodek, kot smo ga danes mu priča, bi se moral zgoditi tudi na evropskem parketu. Ko sem leta 18 preko Slovenskega združenja bil deležen posveta o conservation agriculture v Bruslju in ko sem tam poslušal, kakšne prakse uvajajo kolegi v Španiji, v Franciji, v Italiji, v Nemčiji, na Danskem, in ne vem, če vi veste, verjetno ne, da smo Slovenci razvili tehnologijo
o kateri je malo povedal dr. Mario, da lahko ohranitveno kmetujemo brez glifosata. Nas sploh ne moti, ampak vi tega nečete slišati. Vi ste namerno napisali v dokumente, da vi razmišljate, da je, najprej rečete, da niste našli definicije za regenerativno kmetijstvo, istočasno pa ste povedali, da so vse intervencije deli regenerativnega kmetijstva. To je skregano z vsako logiko in če vi na kmetijskem ministrstvu še danes mislite, da je konzervirajoča obdelava tal kot intervencija del ukrepa ohranitvenega kmetijstva, te o tem ne veste nič. Hvala lepa. Odločne besede, vendar moram nekoliko braniti kolegico, ker ni ona vsega naredila in vsega kriva. Je pa prav, da to sliši, pa prenese. Žal mi je, da pa ni gospoda Krajčiča tukaj, ki je pa državni sekretar in bi on najlažje ministrici prenesel. Ampak bomo sporočili, naj gledajo na YouTubeu ves naš posvet in mislim, da vaš govor jim bo prišel do kosti. Če smem, bi jaz tukaj sem pač dala kratek odgovor. Gospod Majrič, najlepša hvala za vaše mnenje. Še veliko takih mnenj bomo na ministrstvu dobili, že veliko smo jih, še vsak strateški načrt je bil deležen tudi kritik. Ta strateški načrt je prvi tak, ki združuje prvi in drugi steber kmetijske politike in je tudi že zaradi tega vidika zelo obsežen. Se strinjam, tudi sodelavci na Ministrstvu za kmetijstvo smo mnenja, da bi bil ta dokument lahko krajši. Smo ga skušali skrajšati, kolikor smo ga. Bili smo omejeni tudi z zahtevami Evropske komisije, kjer smo morali upoštevati določeno formo pisanja tega dokumenta. In ti dokumenti so po celi Evropi, po vseh državah članicah poenoteni. To je tudi en razlog. Moram pa reči, da se ne morem strinjati z vami, ker nisem na nobeni točki omenila, da bi bila konzervirajoča obdelava tal enaka regenerativnemu kmetijstvu, tega pač nisem izjavila. Je pa res, da sem govorila, da to, kar smo danes poslušali, da te elemente seveda že najdemo v strateškem načrtu, ker definicije regenerativnega kmetijstva pač uradne ni. So taki in drugačni dokumenti, ki postavljajo približne definicije, smernice in je bilo večkrat iz večjih predstavitev iz različnih smeri zaznano, da gre pač za skupek nekih različnih praks, ki ugodno vplivajo na tla. Iz tega razloga sem rekla, da definicije ni. In seveda definicije ne poznamo v smislu evropskih uredb. Toliko. Hvala lepa. Predemo pa odgovoru, vam povem, jaz sem bil član tiste skupine, ki je pripravljala strategijo, Soil Strategy, mislim, da je 20 let nazaj. No in Francija, Nemčija so zavrle, da bi ta strategija postala uraden dokument Evropske unije. Zakaj? Bali so se, da bo prevelik vpliv na kmetijstvo, ki ga vodijo po posameznih državah. In ta heterogenost kmetijstva, predvsem pa, bom rekel, veste, lastniki, kmetje imajo svojo filozofijo in so vezani na to zemljo in ne radi vidijo, da se politiki v belih srajcah in pa frakih vtikajo v njihovo razmišljanje, ker včasih razmišljajo, da oni več vedo, kot pa tisti, ki jim to ponujajo. To se pa žal ne dogodi v pravo smer. Že prej sem povedal, da je Amerika veliko lažje gre v to, ker zeleni dolar to porine ljudi, da grejo v te reforme. Pri nas pa moramo zakoni, strategijami, sofinansiranje, pravzaprav nove ideje vključevati. In meni je zelo všeč vaš govor, kajti več nas bo takšnih, ki tako razmišljajo, kar se danes dogaja, bo možno tudi na ministrstvih prenesti. Nekaj bo pa sigurno. Suše, poplave, katastrofe nas bodo prisilile, da bomo šli v tak tip kmetijstva. Žal pa te katastrofe še ne vplivajo tako močno, da bi se to dogajalo. Rok Mihelič. Ja, hvala.
Se strinjam s Petro, da jasne definicije regenerativnega kmetijstva ni, da gre za skupek ukrepov v smeri izboljšanja stanja tal in biodiverzitete. Sem pa povedal, da temelji regenerativna filozofija, če govorimo o izboljšanju tal, na principih ohranitvenega kmetijstva, ki pa so definirani. Tako da sistem ohranitvenega kmetijstva je definiran dobro, znan v svetu in tega smo predlagali. Ta sistem smo predlagali in s tem bi izboljšali stanje. Videli smo predavanje Marija Lešnika, dramatične izkušnje iz prakse iz Slovenije, slike govorijo več kot besede, da v tem smislu je naš program bil prezrt oziroma zavrnen in to stališča, tukaj pa moramo biti kritični, ni samo ministrstvo tisto, ampak tudi zbornica kmetijska. Strukture v zbornici, ki so navajene pobirati subvencije in pa še obstoječ sistem. Se pravi, tudi kmetje, ki so člani zbornice, morajo narediti svojo nalogo v svojih krogih. Vendar bo kljub vsemu težava, ker kolikor poznam delovanje Evropske unije in komisij, definicije so pomembne. Če teh definicij ni, se bojijo, da če bo kaj narobe, da bodo krivi. In to se bojijo tudi na ministrstvu, ker tudi tu poznam razmere. Tako da bo treba ožiti nekatere postulate in jih postaviti kot osnovo za ohranitveno kmetijstvo. Ohranitveno kmetijstvo je dobro definirano, mednarodno. Regenerativno pa ne, regenerativno je širše. Ampak kljub vsemu Evropska komisija ne sledi temu tako, da je to zelo dobro definirano. Res pa je, da so takšni posveti zelo pomembni in jaz upam, da jih boste še nadaljevali. Naprej. Dober dan. Jaz sem Tilen Praprotnik, praktik v regenerativnem kmetijstvu. Okrog definicij smo se pogovarjali, pa bom o tem mogoče malo kasneje, ampak najprej bi za ministrstvo prav tako nekaj komentarjev z moje strani. Že v osnovnem stebru je ogromno ovir za razvoj regenerativnega kmetijstva. To jaz iz prakse vem, ker ne moramo se pogovarjati o agroforestri ali pa o kakšnih drugih stvarih, če recimo imam jaz 40% gerka na tisti parceli. To, da so recimo kokoši nesnice, ki super s pašno rejo regenerirajo tla, da so tretirane kot netrebojede živali. Osnovna pravila zavračajo vsakršno biološko pestrost s tem, da celo prepovedujejo mešane posevke, da v bistvu je nekdo ob subvencija, če podsevek detelje da spodaj, pa take stvari. Tako da bo treba prevetriti že osnovne stvari, kaj šele dodatne ukrepe. Je pa regenerativno kmetijstvo zelo kompleksna stvar, tako da jaz upam, da ne bo zajeto samo ohranitveno kmetijstvo, ker je ohranitveno kmetijstvo del regenerativnega kmetijstva, če hočete. Drugače bi se pa globoko strinjal s gospo Ireno, pa z gospo Vesno, ki ste prej povedali, treba izhajati iz naravnih procesov, ki jih mi opazujemo, pa v bistvu iskati fiziološki potencial rastlin in živali. To je rdeča nit regenerativnega kmetijstva. Kako iz fiziološkega potenciala rastlin in živali izvedemo naše intervencije, ki so pa samo intervencije. Kot bi rekel Joel Salatin, eden od utemeljiteljev regenerativnega kmetijstva, treba je spremeniti paradigmo. Tukaj je mogoče en osvežen pogled mene, ker nisem iz kmetijske stroke, ker malo drugače gledam stvari, ampak mi se moramo prenehati boriti z naravnimi procesi,
Ker je, če parafraziram Salatina, to je bolj, kar mi želimo delati, je koreografija naravnih procesov. Se pravi, da jih mi na en tak mehak način usmerjamo. Če bomo to dojeli, tukaj žal mora agronomija tudi prekiniti paradigmo, ki jo vleče že desetletja. In resničen temelj regenerativnega kmetijstva so živa tla. Niso tla, ampak živa tla. In tukaj stroko tudi prav tako bega, ker o življenju v tleh, kaj šele o interakcijah z drugimi živimi biti, vemo zelo malo. In tukaj en pristop, ki ni holističen, ravno tako kot v teh kmetijskih ukrepih, to je totalno ne celostno, kar se dogaja. Ker je razdrobljeno na cel kup enih intervencij, jaz tukaj ne vidim druge rešitve, kot vse ukiniti pa še enkrat znova. Dati svobodo kmetu, ne ga pa omejevati s pravili, ker preregulirana zadeva vodi v propad. Žal. Imam ogromno tem še, morda po kakšnem drugem mestu, ampak to je okvirno to, kar sem želel povedati. Rebernik, eno kratko vprašanje, oziroma pojasnilo mogoče od vas. Se pravi, ohranitveno kmetijstvo temelji na nadstandardih kmetijskih praksah oziroma na 3 načelih, kot je bilo rečeno. Se pravi, minimalni posegi, pokritost tal skozi vse leto, najmanj 30%, najboljše je, če je 100%, potem raznolik kolobar, čim bolj raznolik kolobar, mi smo si ga celo na nek način tam zapisali, v ta naš ukrep predloženi, ki je bil izločen, z različnimi botaničnimi družinami, bi šlo to zaporedje, torej to je ta osnova. In te se pravi, ta naše prakse so dejansko višje, kot so nadstandardne prakse iz obstoječega strateškega načrta in tega bodočega strateškega načrta. In jaz mislim, da je to velika napaka, ker v tem obstoječem, tudi novem tem strateškem načrtu dejansko so te tudi osnovne agronomske prakse dokaj napačno postavljene in so omejene z nekimi agrotehničnimi in tehnološkimi postopki, ki dostakrat nimajo prave veze z osnovnimi agronomskimi načeli, in to je skregano z logiko konvencionalnega kmetijstva, kaj šele ohranitvenega kmetijstva, ki prisega na višje zahteve, torej na višje nadstandardne kmetijske prakse. In moj predlog je bil v Rakičanu, ko je bila ta predstavitev, sem predal to tudi napisu ministrice, da bi te nadstandardne kmetijske prakse vključili v obstoječi potrjeni strateški načrt, če se bo že ta spreminjal, in da to ne bi nič motilo tega strateškega načrta, ker v tej zvezi, če so naše nadstandardne više prakse, više kot so nadstandardne zahteve v tem KOPOP-u in SOP-u, potem mi ne bi ovirali, se pravi, motili tega strateškega načrta in mi bi celo več napravili v smislu teh GEAK-ov oziroma, kako se reče, teh ponoven, teh načel, se pravi, mi bi dosti več napravili kot recimo te obstoječe nadstandardne prakse, ki so tudi nagrajene, in da bi to ne bi bil prekršek, kot je to zdaj tretirano in tudi bodoče bo tretirano, ampak da bi za to dobili enako nagrado kot tisti, ki delajo konvencionalno oziroma konzervirajočo obdelavo tal. Hvala. Hvala za vaš predlog. Bom prenesla tudi na ministrstvo oziroma ministrici, se pravi, če sem prav razumela, ste to predlagali že v Rakičanu, se pravi, so to moji sodelavci tudi že slišali. Kot mogoče veste, nam je tudi Vlada Republike Slovenije naložila sklep, da naredimo revizijo strateškega načrta v luči krize, ki se je pojavila zaradi vojne v Ukrajini. Strateški načrt bomo zaradi tega zdaj tudi pregledali in revidirali in mogoče take predloge tudi jih bomo dali na mizo in bomo videli, kaj se da narediti.
Več kot toliko ne morem obljubiti, ne morem reči. Bomo pa seveda pogledali. Pa še gor je gospod komentiral, je fiziološki potencial rastlin pa živali seveda je zelo pomemben in strateški načrt kot tak oziroma kmetijska politika marsikomu lahko predstavlja oviro in vsa pravila, ki jih imamo znotraj kmetijstva. Kot sem povedala že v sami predstavitvi, je strateški načrt zelo ambiciozen in zelo zahteven za izvedbo. Bomo te vaše predloge tudi pogledali, pa da vidimo, če se da kaj spremeniti, vendar tile DKOP-i so nekako regulirani tudi že z EU zakonodajo. Mi se moramo zavedati, da se tukaj, bom tako rekla v narekovajih, igramo z evropskim denarjem, kar pomeni, da moramo upoštevati tudi evropsko regulativo. In mimo tega pač žal ne gre. Pri PZR-jih tam so zadeve zacementirane, ker je pač samo prenos evropskih zahtev oziroma vseh zahtev iz uredb v naš red, to moramo pač izvajati. Pri DKOP-ih oziroma GAEK-ih pa imamo nekoliko proste roke in smo jih tudi uredili z našim strateškim načrtom. Seveda lahko to pregledamo, ampak mislim, da na tem delu nekih večjih sprememb glede pogojenosti žal ne bo. Hvala. Profesor Grčmanova. Ja, najlepša hvala. Jaz sicer ne bi več replicirala vsebinsko, ampak glede na to, da nekateri že odhajajo, bi pa vseeno izkoristila tale trenutek. In sicer danes je bil tak navdihujoč dan. Bili smo pravzaprav zelo iskreni, povedali smo si veliko. Vidimo, da nas ta tema združuje in da je zelo potrebno, da se pogovarjamo. Bi se pa rada zahvalila profesor Lobniku, namreč on je tisti navdih naš, zato je bil tudi današnji dan navdihujoč. Profesor Lobnik, rekel ste, da manj kot mesec nas loči od vaše 80-letnice. Ja, in od teh 80 let ste več kot 40 let delili z nami kot zaposlen na biotehniški fakulteti in še 10 let ste z nami že iz pokoja. Spremljate naše delo, naš napredek, stroko. Navdušili ste nas z vašo karizmo in z retoričnimi sposobnostmi, ste nas navdušili za tla, za kmetijstvo in za vse to smo vam res iskreno hvaležni. Mi bomo sicer kot pedologi malo bolj v ožjem intimnem krogu še praznovali vaš rojstni dan, ampak mislim, da v tako velikem številu se ne bomo več imeli priložnosti zbrati do vašega rojstnega dneva. Zato mi dovolite, da se vam že danes, čeprav nas še loči manj kot mesec dni, zahvalim za vsa ta leta in za vse te navdihe in vam želim še seveda veliko zdravja in let skupaj z nami. Hvala. Veliko sem doživel. 19 let sem bil predsednik Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije. Vsa leta edini, ampak ena oblast, ki je bila, sem jim šel na živce in so svet ukinili. No, k sreči je Slovenska akademija spoznala, da Svet za varovanje okolja lahko deluje tudi pod Slovensko akademijo, ker sem podpredsednik. No in če se vrnem pa nazaj, veliko let sem sodeloval tudi v raznih organih v Evropski uniji in 8 let bil član v Evropski agenciji za okolje, tako da zelo dobro poznam te politične sisteme v Evropi. Tako težko se premikajo, tako kot pri nas v Sloveniji. Prvič, ker je veliko držav in so različna razmišljanja, drugič pa veliko uradnikov ni imelo zveze s kmetijstvom, pa so zadolženi za kmetijstvo. In to je glavni problem, da ljudje premalo poznajo, kaj je kmetovo življenje in njegov delovnik, ki se ne končajo po 8 urah, pa še nekaj, ne vedo, kaj ko ujme prizadenajo kmete, v kakšne težke situacije prihajamo. No in ohranitveno kmetijstvo, oziroma bomo rekli regenerativno, je korak, ki pa mora spodbuditi velike množice, da bo dosegel svoj cilj.
Na eni strani je treba pritiskati na ministrstva in zato smo se mi tudi odločili, da posnamemo v taki tehniki ta posvet in upam, da si bo ministrica znala vzeti čas, da si bo to pogledala. Če ne bo Petra to povedala in Petro bom vprašal, če je to videla. To pomeni gibanje. Ampak pogledajte, gibanja spreminjajo države, pa tudi zgodovina, če gledamo nazaj, so gibanja sprememb. In to društvo oziroma ta skupina je eno uspešno gibanje in vas bom opazoval, kako ste uspešni. Če ni nobenega vprašanja več danes, jaz sem zelo zadovoljen, da je tako velika udeležba. Predvsem se moram zahvaliti docent Miheliču, ki je bil gonilna sila v korespondenci z vami. Ko sem opazoval, koliko mailov je dobil, sem bil vedno bolj navdušen. Da pravzaprav ta ideja, ki sem jo prenesel na fakulteto, da naredimo ta posvet, vzrok je bil pa ta EAC dokument, moram priznati, da smo pravzaprav se pravilno odločili. In izjemna zahvala dr. Miheliču in predstojnici pedagogiji, mojej naslednici in vsem vam, ki ste prišli in poslušali. Predvsem pa tu je znak, da znamo z Mariborsko fakulteto tudi sodelovati. Dvajset let sem vsak petek dirkal z avtom na fakulteto, ker sem predaval pedologijo. To pomeni, bil sem vezni člen med obema fakultetama. In hvala obema profesorjema in mislim, da boste še organizirali kakšen tak posvet in če me boste vzeli kot upokojenca za moderatorja, glejte, tu imam opremo, sem sposoben tudi to narediti. Hvala še enkrat vsem, predvsem pa pravzaprav samo nekaj je takih sivih glav. To pomeni, da ste še kar mladi in to pomeni, da je pred vami še velika perspektiva. Želim vam vse najboljše in uživajte.